prevesti takole. Naš zlatomašnik Martin Nikolaj je bil rojen leta 1244 na Brezovici pri Ljubljani v Sloveniji v krščanski družini. Ta vzporednica ni samo časovna in krajevna, ampak tudi vsebinska. Oba moža sta namreč svoje življenje posvetila preučevanju Svetega pisma. Oba imata čudovito ime. Hieronimos pomeni sveto ime. Marjan je tudi Marin. Sveto je Marija tvoje ime. Ustavimo se za hip pri svetem imenu. Duhovnik pripada Kristusu. Odbran je za svete reči. Posvečen je za ohranjanje svetih skrivnosti. Kristus, večni veliki duhovnik, sam ga posvečuje po volji očetu za apostole. Oče, posveti jih v resnici. Tvoja beseda je resnica. Zanje se jaz posvečujem, da bodo posvečeni v resnici. In nekaj vrstic naprej je pa Jezusova molitev, da bo svet veroval. To je tudi Novomašnikovo in Zlatomašnikovo geslo. Končno smo, dragi brati in sestri, kot kristjani, po krstu vsi postali sveti, ljubljeni Božji otroci. V Gospodovi molitvi vsak dan prosimo, posvečeno bodi tvoje ime. Ali skrbimo za to, da sveto prebivanje z nami ne bo potegnilo njega samega, svetega Boga, v umazanijo, marveč da bo nas dvigovalo v njegovo čistost in svetost. V središču življenja in dela Svetega Hieronima je bilo svetopismo. Z veliko skrbnostjo in v zvestobi z ljubnim besedilom je v Betlehemu Hieronim prevedel velik del Svetega pisma v latinski jezik, pisal komentarje k mnogim svetopisenskim knjigam in si prizadeval, da bi tudi svoje mišljenje in delovanje povsem uravnaval po Božji besedi. Podobno nemo izkazuje tudi Gospod Marjan. Sveti Hieronim je želel spoznati Jezusa Kristusa, očetovo besedo in resnično življenje. Izrekel je tisti znameniti stavek: nepoznanje Svetega pisma pomeni nepoznanje Kristusa, ignoracijo skripture, ignoracijo Christi est. Jezus sam slavi očeta, Gospoda nebes in zemlje, in kliče k sebi vse utrujene in obtežene, rekoč: učite se od mene, ker sem krotak in srca ponižen, in našli boste vi svojim dušam. Moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Kako veseli in hvaležni smo, dragi bratje in sestre, da nam pri tem krščanskem zadevanju v hoji za Kristusom z besedo in zgledom pomaga tudi naš svetomašnik Marjan. Zares, kako lepo in okusno se je hraniti z Božjo besedo. Kako pomembno je, da je Božja beseda luč na naši poti. Kako razveseljivo je, da se Božja beseda širi in raste. Dragi verniki, še veliko lepega bi moral povedati o našem zlatomašniku, a mi je strogo zatičal, da ga ne hvalim. Zato bi se ob tej slovesnosti skupaj z njim in z vsemi vami rad Bogu zahvalil za dar njegovega duhovniškega poklica in za vse, kar nam Bog po njem nahranja. Iz srca želimo, naj ga Bog po priprošnji Matere Marije, njegove krstne zavetnice, še naprej ohranja zdravega in krepkega. Ko smo v družini prebrali njegov pogovor in videli njegovo sliko smo rekli, da to je pa mladeneči, zato še naprej ostane tako mladosti, gospod Marjan. Iskrena hvala
tudi vam vsem za vse molitve in žrtve, za vso dobroto in vsakovrstno podporo. Bog blagoslovi Brezovško župnijo in vse njene prebivalce. In za konec bi vam rad povedal še eno zgodbo. Vključene tudi sosedno občine, seveda. Tri ministrantje so se pogovarjali, kje imajo večjo župnijsko cerkev. Prvi je rekel, naša cerkev je tako velika, da mora Nežnar s konjem teči na kor povedati, da je Gospod pozdravil Gospod z vami, da pevci lahko odgovorijo in svoje duho. Drugi pravi, pri nas imamo pa tako veliko župnijo, da se to sploh ne da opisati. Za primer, samo večna luč je tako velika, da mora Nežnar s čolnom iti prižigati večno luč s tem. Tretji je bil pa nekoliko bolj zadržan, ampak bister fant in je nekaj časa molčal. Ostapolni dva rekel, no, kaj pa ti? Poslušajte, dragega prijatelja. Jaz sem doma z Brezovice, je rekel. Pri nas na Brezovici imamo tako veliko cerkev, da bom zdaj povedal. Mi smo imeli na Brezovici nekoč novomašo in smo pred vhodom lepo sprejeli in pozdravili novomašnika. In ko je prišel do oltarja, je bil že zlatomašnik. Našemu dragemu zlatomašniku Marjanu podaš, Gospodi, zdravje, ščastje in dobrую жизнь и сохрани его на многое благое лето. Povejmo vero.